Vsem prav lep pozdrav na današnji slovesnosti, posvečeni občinskemu prazniku 3. decembru, obletnici rojstva pesnika dr. Franceta Prešerna. Praznik občine Žirovnica je priložnost, da se ozremo po postorjenem in zazremo v prizadevanja, kako naprej. Letošnji občinski praznik predstavlja tudi začetek novega mandata župana in občinskega sveta. In nenazadnje, praznik je priložnost za sproščeno druženje, za povezovanje, prepoznavanje in prepletanje interesov v vaseh pod Stolom. Prav od dneh občinskega praznika je praznovala otroška folklorna skupina Breznica 20-letnico delovanja. Skupina se je v 2 desetletjih dodobra uveljavila v občinskem prostoru, prepoznavna pa je tudi v slovenskem in širšem prostoru. Pa si poglejmo del bogatega prazničnega programa, ki ga je pripravila Maruša Stres, vodja skupine in avtorica odrske postavitve z nadvse primernim naslovom Ta kašarska fara.
3. december je bil rojstni dan Ribčevega Franceta. Vsak začetek, vsako rojstvo je vesel praznični dogodek. Rojstvo velikana slovenske besede pa je praznik za celoten narod. Občina Žirovnica si je ta dan izbrala za svoj občinski praznik, ob katerem pa je slavnostne besede izbral župan občine Žirovnica, gospod Leopold Pogačar, ki ga vabim na oder, prosim. Spoštovane občanke, občani, dragi gostje. Še poseben pozdrav velja državnemu svetniku gospodu Ščavničarju, županu Radovljice gospodu Globočniku, županu Tržiča gospodu Sajevicu, podžupanu občine Bohinj in podžupani občine Gorje, predstavniku občine Jesenice, svetnicam in svetnikom, našemu podžupanu gospodu Zupanu, predstavnikom Slovenske vojske, policije, predstavnikom podjetij, s katerim sodelujemo, direktorju JEKOIN in direktorci Zavoda za turizem in kulture, naši ravnateljici, predsedniku Društva upokojencev Žirovnica, gospodu župniku in seveda prisotnim medijem. Posebej bi rad izpostavil tudi častne občane ter bivše in letošnje občinske nagrajence. 3. december, rojstni dan našega največjega pesnika, dr. Franceta Prešerna, je praznik občine Žirovnica in je odlična priložnost, da se zazremo na prehojeno pot, pogledamo malce v prihodnost in se spomnimo tistih, ki so v tem letu storili nekaj več za našo skupnost v najširšem pomenu besede, da se imamo bolje in da smo kot občina bolj prepoznavni. Prav je, da se jim zahvalimo in jih izpostavimo kot dober primer. Govorim seveda o letošnjih prejemnikih občinskih nagrad in priznanj. Rad bi izkoristil to priložnost in se zahvalil za sodelovanje prejšnjemu in sedanjemu občinskemu svetu, vaškim odborom, občinski upravi za upravljeno delo
ter vsem podjetjem, organizacijam in društvom, s katerim sodelujemo na področju investicij, društvenega, družabnega življenja, skratka vsem, ki soustvarjamo pogoje za napredek naše občine. Glede na to, da smo tik po volitvah, moram izreči zahvalo in za podporo vsem, ki ste mi namenili glas in glas listi, saj ste nam tako omogočili, da bomo izpeljali naš program in izpolnili dane obljube. Vsem ostalim pa zagotavljam, da bo ta mandat minil v sodelovanju in odprtosti z vsemi, ki se tega želijo. Če se ozremo preteklo leto, smo lahko veseli, da smo pridobili veliko evropskih sredstev in tako lažje izpeljali projekte na področju kanalizacije in obnove ostale infrastrukture v Zabreznici, na Selu, v Žirovnici in v delu Most. Ker s to investicijo najbolj posegamo v naš bivalni prostor, še enkrat hvala vsem za potrpljenje in sodelovanje. Odprli smo novo cesto v dolino Završnice in tako še izboljšali pogoje za razvoj doline. Preselili smo se v novo občinsko stavbo, zaključili energetsko sanacijo šole, pričeli z gradnjo jedilnice in ostalih prostorov pri osnovni šoli Žirovnica in začeli graditi stanovanja na Selu. Pri tem pa nismo pozabili na gasilce z novim vozilom, na kulturo, šport, družbene dejavnosti in socialo. Zavedam se, da moramo vedno stremeti k boljšemu in vem, da so stvari, ki bi jih lahko upravili bolje in hitreje. Tudi to je naša prioriteta v tem mandatu. Nič ni bilo pozabljeno ali storjeno namerno. V nadaljevanju nas čaka seveda dokončanje vseh večjih že naštetih projektov, gradnja kanalizacije na Bregu, sprememba občinskega prostorskega načrta in s tem povezano gradnjo parkirišč na Rodinah, spogledujemo pa se tudi že z rešitvami okoli obvoznice Vrba in skrbi za najstarejše v smislu gradnje doma starostnikov ali dnevno varstvenega centra. Moja želja je, da bi bila naša občina še naprej svetov primer, kako lahko manjše lokalne skupnosti funkcionirajo in delajo dobro ljudi in napredka. Pri tem se nismo in se ne bomo zapirali v lastne vrtičke, ampak bomo še naprej dobro sodelovali s sosednjimi občinami in se povezovali v širše interesne skupnosti. Zavedam se, da ne živimo v najbolj prijaznih časih, da je težko in da kriza je že terjala svoj davek. Ravno zato je naša skupna naloga in dolžnost, da ustvarjamo pogoje, v katerih imajo ljudje možnost razvoja, se počutijo varneje in verjamejo v prihodnost. Ne pozabimo na sočloveka, stopimo skupaj in pomagajmo si, kjer se le da. Naj nas k temu vodijo tudi dnevi, ki prihajajo, tako adventni čas, kot tudi božični in novoletni prazniki. In ne zastavljamo si prevelikih ciljev, bodimo realni in pri naših željah in voščilih odkriti ter iskreni. Rad bi vam zaželel miru in sreče in vse dobro v letu, ki prihaja. Hvala. Ker je pa 3. december, seveda praznik našega največjega pesnika in naš občinski praznik, mi dovolite vseeno, da omenim še eno osebo, in sicer gospoda župnika Marjana Lamprehta. Vam z tega mesta izrekam iskrene čestitke in vam po vašem osebnem prazniku kličem še na mnoga leta. In tole je trenutek za čestitke tudi v naslednjih nekaj minutah. Namreč župan vsako leto podeli županova priznanja, tudi letos bo tako. Županovo priznanje namenja danes sicer odsotnemu zlatemu maturantu Anžetu Medenu. Anže Meden, dijak gimnazije Jesenice v obdobju 2010-2014, je vsekakor eden najboljših dijakov. Kot vesten in izredno bister dijak ter pravi kemijski entuzijast in na področju kemije dosegel izjemne uspehe. Vsem 4 leta je prejel zlato Preglovo plaketo iz znanja kemije na državni ravni. Pri tem se je uvrstil med najboljše dijake v Sloveniji z doseženimi vsaj 90%.
V 4. letniku je na tekmovanju na državni ravni zasedel prvo mesto z doseženimi 100%. Anže je za svoje raziskovalno delo prejel veliko pohval in spodbud priznanih strokovnjakov z področja kemije. Anže je skupaj z Elo Pintar prejel bronasto priznanje na tekmovanju mladih raziskovalcev Slovenije za raziskovalno nalogo z naslovom Uporaba izbranih zdravilnih zelišč za zaščito pred soncem pod mentorstvom njegove profesorice za kemijo Natalije Bohinc-Zavrcina in laborantke Ivanke Legat. Z omenjeno nalogo sta se prijavila tudi na Krkin natečaj in osvojila Krkino nagrado. Poleg tega je prejel še srebrno in 2 bronasti Cankarjevi priznanji. Njegov učni uspeh je bil vsa 4 leta odličen, tudi na maturi je bil izjemen, saj je dosegel vse možne točke, 34, in s tem postal zlati maturant. Pri predmetu kemija je dosegel izjemnih 99%. Med sošolci in profesori je bil znan po svoji skromnosti, vedno pa je bil pripravljen priskočiti na pomoč vsakomur, ki jo je potreboval. Zato si zlati maturant Anže Meden zasluži županovo priznanje in vaš aplavz. Prav tako županovo priznanje prejme zlati maturant Jernej Dolar. Jernej je bil izredno prizadevan in vsestranski dijak, ki je vse letnike šolanja na gimnaziji Jesenice zaključil z odličnim uspehom in vsako zaključeno šolsko leto odhajal na zaslužene počitnice z zaključenimi peticami pri vseh predmetih. Odlikujejo ga delavnost, potrpežljivost, predanost zastavljenim ciljem, pa tudi požrtvovalnost in odgovornost. Je zlati maturant z doseženimi 33 točkami. Jernej je zelo vsestranski in uspešen na različnih področjih. Njegovo vsestranskost potrjuje udeležba na tekmovanjih iz slovenščine, nemščine, angleščine, zgodovine, biologije, matematike in kemije. Da je zelo uspešen pa dokazujejo prejeta priznanja na regijskih tekmovanjih, kjer je osvojil srebrno priznanje iz slovenščine in srebrno priznanje iz matematike. In še zlasti prejeta priznanja na državnih tekmovanjih, na katerih je osvojil 2 srebrni priznanje iz nemščine, bronasto priznanje iz zgodovine, angleščine in biologije ter bronasto plaketo iz kemije. Jernej, s predanostjo zastavljenim ciljem, si bil zgled mnogim sošolcem, zato je županovo priznanje zlatega maturanta logična posledica in potrditev tvojega dela. Ja, morda, Jernej, bi bilo priznanje v slogu tvojega priimka bolj spodbudno, ampak tudi županovo priznanje ima visoko ceno in te spodbude od občinstva prav tako. No, poglejmo, kdo je še med prejemniki županovega priznanja. To je zlati maturant Juš Kosmač, ki je prav tako danes žal odsoten. Kljub temu pa ga bomo spoznali z nekaj besedami. Juš Kosmač, dijak gimnazije Jesenice v obdobju 2010-2014, je nedvomno zelo izjemen in je bil takšen prav na vseh področjih, tako družboslovnih kot naravoslovnih. Poleg tega je našel čas tudi za šport, odbojko. Za uspešno sodelovanje na tekmovanjih iz različnih znanj je prejel 4 zlata priznanja in 4 nagrade za dosežen izjemen uspeh na državnem tekmovanju iz matematike. Vsa 4 leta je prejel tudi zlato Preglovo plaketo na tekmovanju iz znanja kemije na državni ravni. Pri tem se je uvrstil med najboljše dijake v Sloveniji z doseženimi vsaj 90%. Seznamu uspehov velja dodati še 3 zlata priznanja na državnem tekmovanju iz logike, 4 srebrne priznanja na državnem tekmovanju iz matematike, 2 srebrni priznanji na državnem tekmovanju iz fizike, 4 bronasta priznanja na tekmovanju iz matematike, 4 bronasta za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru, 3 bronaste Preglove plakete iz znanja kemije, 3 bronasta priznanja na tekmovanju iz logike in 2 bronasti priznanji na tekmovanju iz fizike.
Na osnovi rezultatov izbirnih testov se je dvakrat uspel uvrstiti v ekipo, ki je Slovenijo zastopala na mednarodnih matematičnih tekmovanjih. Lani se je udeležil Srednje evropske matematične olimpijade na Madžarskem, kjer je za dosežen rezultat prejel pohvalo. Letos pa je bil član ekipe, ki je Slovenijo zastopala na mednarodni matematični olimpijadi v Južnoafriški republiki in tam osvojil bronasto medaljo. Svoje gimnazijsko izobraževanje je končal z izrednim rezultatom na maturi. Postal je zlati maturant, saj je dosegel vse možne točke, 34 točk. Pri predmetih matematika na višjem nivoju in kemiji je dosegel izjemen rezultat, kar 100-odstotni uspeh. Kljub izrednim sposobnostim je bil Juž skromen dijak, ki je rad pomagal svojim sošolcem, skratka zlati maturant, ki si zasluži županovo priznanje. Po županovo priznanje pa vabim gospod Frančiško Smolej. Frančiška Smolej z Breznice se v okviru sekcije ročnih del pri društvu upokojencev Žirovnica že vrsto let ukvarja z ročno izdelavo volnenih copatk za dojenčke. Pri tem vsako leto podari copatke porodnišnici na Jesenicah in v Kranju, zadnje 2 leti pa se je odločila, da copatke brezplačno podeli tudi občini Žirovnica. Tako vsako leto prejemnikom enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka občina podari tudi copatke, ki jih izdela Franska. Tako je bilo v 2 letih podarjenih že skoraj 80 copatk. S to gesto je lahko gospa Franska vzor mnogim, za svoj prosti čas namenja dobrodelnosti. Gospa Frančiška, župan vam namenja priznanje. Malce v šali, gospa Franska, mi je prišlo na misel, da je novo rojstvo, novega mandata pa novih svetnikov, morda bi bili pa copatki tudi za nekaj. Malo več vam ne bo šlo, ne? In še eno županovo priznanje imamo, in sicer županovo priznanje prejme Gašper Bohinc. Gašper Bohinc je bil rojen 3. oktobra 1990 kot otrok s posebnimi potrebami, z Downovim sindromom, in je bil do letošnjega leta učenec osnovne šole Antona Janše v Radovljici, od septembra dalje pa je vključen v varstveno-delovni center Radovljica. Gašper je bil vsa leta aktivno vključen v športne aktivnosti, pozimi ga je zaposlovalo smučanje, poleti atletika. Bil je član šolskega planinskega društva. Vsa leta, namreč kar 16 let, pa se je intenzivno pripravljal in tekmoval na regijskih in državnih igrah specialne olimpijade. Osvojil je kar lepo število medalj, tako na zimskih kot tudi poletnih igrah. Največji uspeh pa je dosegal s tem, ko se je uvrstil na olimpijske igre Evroazijske specialne olimpijade, ki so potekale od 9. do 20. septembra v Antwerpnu v Belgiji. Slovenska odprava je štela 20 tekmovalcev ter 10 trenerjev in spremljevalcev. Gašper je nastopil v disciplinah tek na 200 metrov, 400 metrov in štafeti 4x100 metrov. Ob močni konkurenci je dosegal nepričakovane in zares odlične rezultate, saj je v teku na 400 metrov osvojil srebrno medaljo, v štafeti 4x100 metrov bronasto medaljo in v teku na 200 metrov 4. mesto. Iger se je udeležilo več kot 2500 tekmovalcev ter 1000 trenerjev in spremljevalcev iz 58 držav. Bravo, Gašper!
Poglejmo, kako bi županova priznanja s prejemniki ured izgledala na eni skupni fotografiji. Iskrene čestitke vsem prejemnikom, hvala županu za podelitev. Gašper je vadil tek, je dober v teku in bo prvi v dvorani. Današnje praznično srečanje smo začeli s pesmijo in plesom. S plesom program tudi nadaljujemo, točneje nadaljuje ga plesno-glasbena skupina Cora Viento. In kdo je ta skupina? Mlado, entuzijastično skupino je združila ideja o tem, da bi slovenskemu kulturnemu prostoru predali umetnost flamenka, ter jo skozi fuzijo modernejših zvrsti plesa, glasbe in gledališča postavili v bok drugim, bolj razširjenim glasbenim plesno-gledališkim stvaritvam. Ustvarjalno delo skupine odlikuje po eni strani tradicija, po drugi pa nenehno iskanje novih ter sodobnejših elementov, ki bogatijo njihov izraz. Ena drznejših potez, s katero so razširili svoj program, je harmonika, ki je v svetu flamenka, predvsem po Španiji, nekaj povsem novega in neobičajnega. Tako oblikujejo umetnost flamenka, ki ni le posnemanje tuje nacionalne tradicije, temveč ni lasten izraz sveta, v katerem živimo. Naj izdam, da je pravkar v nastajanju tudi flamenko projekt na temo Franceta Prešerna. Prešeren je v drznem divjem plesu združil Urško in Vodnega moža. Kot rečeno, ples in pesem pa povezujeta tudi današnje praznovanje. Zato prepustimo oder plesu in skupini Cora Viento.
Nadaljujemo pa v ritmu občinskih priznanj, občinskih nagrad, plaket. Vabim gospoda župana, da se nam spet pridruži na odru. 18. septembra 2014 je občinski svet na 26. redni seji sprejel odločitev, da se na predlog predlagateljev podeli naslednja občinska priznanja in nagrade. In tako sta med prejemniki nagrade občine Žirovnica za leto 2014 Taja Kajdiš iz Zabreznice in Nace Novak iz Žirovnice. Predlagatelji Izidor Jekovec, Sebastian Zupan, Sašo Pintar, Eva Knez, Zvone Bulovec in Nino Rec, svetniki neodvisne liste za Žirovnico, ter Leopold Pogačar, Miran Dolar in Igor Čarni. Naj preberemo utemeljitev. Taja Kajdiš in Naca Novak sta svojo plesno kariero začela kot malčka v plesni šoli Bolero. Kasneje pa sta s plesom nadaljevala v plesnem društvu Blejski plesni studio Radovljica, v katerem tudi sedaj sledita svojim sanjam. S točko More Money, More Problems, Less Friends so najprej zmagali na pokalnem tekmovanju v Radovljici, potem pa še na državnem tekmovanju v Šenčurju. S tem so si priplesali pravico nastopa na svetovnem prvenstvu na Češkem. Od 3. do 6. oktobra 2013 je na Češkem potekalo svetovno prvenstvo v Street Dance Show plesih, kjer so se mladinci izvrstno odrezali. V svoji kategoriji so osvojili prvo mesto in s tem naslov svetovnih prvakov. Na podlagi navedenega sta Taja Kajdiš in Nace Novak upravičena do priznanja občine Žirovnica, nagrade občine in sicer za uspešne nastope v okviru plesnega društva na državnem in svetovnem nivoju ter za pridobitev naziva svetovnih prvakov, s kateri sta nedvomno prispevala k prepoznavnosti občine Žirovnica. Seveda ima z nagrado občina želi posredovati tudi spodbudo in sporočilo, da se želi tudi v prihodnosti z njima veseliti uspehov na državnem in svetovnem nivoju. Naj rečem, Taja in Nace, želim vama more money, more friends and less problems. Plaketo občine Žirovnica za leto 2014 prejme Domen Pavlič iz Smokuča. Predlagatelji Izidor Jekovec, Sebastian Zupan, Sašo Pintar, Eva Knez, Zvone Bulovec in Nino Rec, svetniki neodvisne liste za Žirovnico, ter Leopold Pogačar, Miran Dolar in Igor Čarni. Domen Pavlič, študent Fakultete za šport v Ljubljani, prostovoljni gasilec, član prostovoljnega gasilskega društva Begunje, prvi in najhitrejši gasilec na tekmovanju Firefighter Comp Challenge ali po slovensko najtežji 2 minuti v športu. Kot gasilec prostovolec se je leta 2012 prvič uvrstil na svetovno prvenstvo v Myrtle Beach in že takrat dosegel čas 1:39:27, kar ga je uvrstilo v elitni klub imenovan Lions Den. Ta rezultat na leto doseže morda 10 tekmovalcev v Ameriki na svetovnem prvenstvu, ki se ga udeležijo gasilci iz vsega sveta. Potrebno je poudariti, da je Domen prostovolec in da mora sredstva za udeležbo na tekmovanjih zagotoviti sam, skupaj s gasilci in družino. Naj naštejemo njegove rezultate, ki jih je dosegel v letu 2014, kajti naštevanje vseh bi bilo daljše, kot sta njegovi 2 minuti na nastopu. Njegovi rezultati v letu 2014. Strasbourg, prvo mesto v absolutni kategoriji. Prvo mesto moške dvojice z Maticem Zupanom sta postavila nov evropski rekord s časom 1:19:33. Drugo mesto v mešanih dvojicah z Matejo Prednar, PGDLSC. Prvo mesto v seštevku 3 najhitrejših tekmovalcev iz države. Prvo mesto v štafeti.
Torun 2014, drugo mesto in evropski podprvak za leto 2014, drugo mesto v moških dvojicah, prvo mesto v mešanih dvojicah, prvo mesto v štafeti, drugo mesto v seštevku 3 najhitrejših tekmovalcev iz države. Nemčija 2014, prvo mesto v absolutni kategoriji s časom 1:27, kar je prvi čas pod 90 sekundami, ki ga je dosegel Evropejec, kar je tudi nov evropski rekord. Prvo mesto v mešanih dvojicah z Matejo Pretnar s časom 1:38. Svoj čas sta izboljšala za 4 sekunde. Prvo mesto v štafeti, prvo mesto v seštevku 3 najhitrejših tekmovalcev iz države, četrto mesto v moških dvojicah. Poljska 2014. Prvo mesto v absolutni kategoriji z novim evropskim rekordom 1:27:31. Prvo mesto v moških dvojicah z novim evropskim rekordom. Prvo mesto v štafeti z novim evropskim rekordom 1:07:79, kar je 0,8 sekunde za svetovnim rekordom. Prvo mesto v seštevku 3 najhitrejših tekmovalcev iz države. Bled 2014. Prvo mesto v absolutni kategoriji, prvo mesto v mešanih dvojicah, drugo mesto v moških dvojicah, prvo mesto v štafeti, prvo mesto v seštevku vseh 3 najhitrejših tekmovalcev iz države. To so rezultati vseh tekmovanj v zadnjem letu, brez zadnjega uspeha, ki ga je dosegel v mesecu novembru letos na svetovnem prvenstvu, ki je potekalo v Phoenixu v Arizoni. Na podlagi doslej navedenega je Domen Pavlič upravičen do priznanja občine Žirovnica plakete občina Žirovnica, in sicer za njegovo večletno, izjemno uspešno in prepoznavno delovanje na področju gasilskega športa, s katerim je nedvomno kot občan prispeval tudi k prepoznavnosti in ugledu občine Žirovnica ter gasilske dejavnosti nasploh. Domen Pavlič. Kaj ne rečem? Gasilec, ki zažiga. Plaketo občine Žirovnica za leto 2014 prejme mešana pevska skupina Dr. France Prešeren. Predlagatelja Kulturno društvo Dr. France Prešeren Breznica in Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Dežela Kranjska nima lepšega kraja, ko je z okoljšno ta podoba raja. S temi besedami je največji slovenski pesnik dr. France Prešeren opisal delček Slovenije, ki se bohoti pod kuliso Karavank. Prav v naročju stola stoji lepa vas Žirovnica, odkoder prihaja mešana pevska skupina, ki s ponosom nosi ime pesnika dr. Franceta Prešerna. Začetki skupine segajo v leto 1992. Zavzetost članic in članov ter njihova ljubezen do lepe pesmi, tako narodne kot umetne, domačih in tujih skladateljev, je dvigovala njihov umetniški nivo. Z leti pa so posebno svežino prinesle priredbe znanih skladb s področja zabavne glasbe. Udeležbe na državnih srečanjih potrjujejo zlatim žigom malih pevskih skupin Slovenije na mednarodnih tekmovanjih v Češki Pravi leta 2002, nemškem Bremnu leta 2004, na Kitajskem leta 2006, avstrijskem Bad Ischlu leta 2007, italijanski Rivi del Garda leta 2007 in Riminiju leta 2008, slovaški Bratislavi leta 2009, ruskem Sankt Peterburgu 2010, nemškem mestu Wernigerode 2011, španski Calais 2012, hrvaškem Otohelju leta 2013 in nenazadnje letos julija v latvijskem mestu Riga. Dokazujejo se z 2 bronastima, z 11 srebrnimi in 6 zlatimi priznanji. Krona teh uspehov pa sta tudi 2 bronasti in 2 srebrni medalji, osvojeni na svetovnih zborovskih igrah, prej imenovani pevski olimpijadi. Tudi v domačem prostoru so pevsko zelo aktivni. Redno prirejajo tematske božične in letne koncerte ter sodelujejo s priznanimi gledališkimi igralci, opernimi pevci in slovenskimi zbori. Ob 20-letnici delovanja so pripravili in izvedli samostojni koncert s pevskim programom. Pohvalno je sodelovanje mešane pevske skupine z drugimi društvi v občini.
Tradicionalno sodelujejo s svojim programom na občnih zborih gasilskih društev. Prisotni so na številnih slovesnostih, praznovanjih, otvoritvah in drugih dogodkih. Vidno je tudi sodelovanje s priznano skupino Eroika. Skratka, njihovo sodelovanje na različnih srečanjih in tekmovanjih, še posebej pa uspehi, ki so jih dosegli na najvišjih svetovnih okvirih, pomeni za občino Žirovnica in za državo Slovenija prepoznavnost, ki jo na tem področju dosegajo le redke skupine in posamezniki. Skupina si prizadeva za stalno kakovostno rast, zato so nepogrešljivi tudi v domačem okolju. Prizadevno se udeležujejo najrazličnejših dogodkov, ker so povsod prisrčno sprejeti in nagrajeni številnimi čestitkami. Na podlagi navedenega Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica Breznica predlaga mešano pevsko skupino dr. France Prešeren za podelitev občinskega priznanja plaketa občine Žirovnica za večletne izjemne uspehe na kulturnem področju, ki so prispevali k ugledu občine. Torej zbirki mednarodnih priznanj še žirovniško, ki bo največ vredno. Domačo publiko je najtežje osvojiti. In zdaj predlagam eno gasilsko sliko. Ta bo z enim gasilcem, z dvema plesalcema in kar nekaj pevci. Prosim. Cenjeni gostje, spoštovani gospod župan, v imenu vseh prejemnikov občinskih nagrad iskrena hvala za izkazano pozornost. Zdaj pa takole, jaz imam tukaj listke, ampak gospa napovedovalka je povedala o nas vse. Od uspehov, povedala ni, da imamo 2-krat na teden tu v osnovni šoli vaje, že dobrih 22 let, skoraj 23, bom pa še predstavila člani skupine, da v te poznaljah čisto vse. Marcel, Alenka, Niko, Tone, Darja, Stane 1, Stane 2, Saša, Stane 3 in seveda naša Irena, umetniška vodja, ki je pevka in hkrati seveda umetniška vodja, kot sem že povedala, vseh 22 let. Danes naše najmlajše pevke Anite ni, pripravlja se na materinstvo, zato bi izkoristila priložnost, če je katera v dvorani sopranistka, naj se nam pridruži in zapolni naše število. Zdaj nas bo 11, mi jih potrebujemo 12. Povabila vas bi še na naš tradicionalni božični koncert, ki bo v ponedeljek, 29. decembra, v cerkvi na Breznici. V goste pa pride Tanja Zajc-Zupan in Taja Saksida. Današnji program, ki smo si ga izbrali, prva pesem Meglica, naj bo balzam za ušesa, April is in my mistress face, Tam na vrtni gredi in Dere sem jaz Malibija, pa so le utrinek od vseh 12 pesmi, ki smo jih letos julija predstavili na že prej omenjenih svetovnih zborovskih igrah. Želim vam prijeten večer še naprej in še čestitke ob prazniku občine Žirovnica z naše strani. Jedna meglica, milica,
razi pod ten svet, ki napnevi prazno. Japonščino zdaj zapeti, pesem visoko. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la. Dereset jasmali bijate jelišava, kulca sem plavištrata, kar parla mačnica. Maloleti sem potekla, sem povesela, letno sem pomladila, si potari plaka. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la, 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 tra-la-la. Ampak jaz vem, da je zbor sposoben tudi v teh težkih časih pridobiti številna sredstva sponzorjev, da lahko omogočijo gostovanja in ime in uspehe Žirovnice po tej plati tudi sami. Stane pa njih seveda veliko ur dela, vaj in nasprotno. Ja, so priznanja, so nagrade, so čestitke, s katerimi izkazujemo pozornost. In kako lahko še zveni zahvala, na kakšen način? To je vprašanje, na katerega bo znal odgovoriti župan. In prosim, če mi kar postreže s tem odgovorom. Ja, imam še enkrat besedo, pa ne stane, kakor hoče. Glejte, izkoristil bi to priložnost, to občinsko proslavo, naš praznik, da bi na oder povabil človeka, ki me pred približno 12 leti povabil in spravil v lokalno politiko in danes sem tukaj. Pa ni poanta o meni, ampak je poanta o gospodu Izidorju Jekovcu, ki je bil dolga leta podžupan občine Žirovnica, v bistvu od prvega mandata, ko je žal prezgodaj premenil prvi župan in od takrat naprej je seveda podžupanoval. Jaz sem prepričan, da je v vseh teh dolgih letih od ustanovitve občine pustil svojo sled, storil veliko dobrega, imel veliko dobrih predlogov in vodil tudi nekaj projektov, med drugim tudi tega od dvorane pod stolom, to se pravi dvorani, kjer se nahajamo zdaj. Pa bi te Iztok povabil na oder, prosim. V zahvalo in v spomin bi ti rad podaril eno
sliko, ki je nastala tukaj v Žirovnici in sicer v koloniji vsakoletni. Sicer je to en objekt, katerega projekta pa ni vodil. Za spomin in seveda v zahval. Hvala županu in seveda hvala vsem tistim, s katerim sem delal in bilo je prijetno. Hvala lepa. S tem so besede župana zaključene. Jaz bi izkoristil samo še to priložnost in se zahvalil seveda vsem ustvarjalcem nocojšnjega programa, osnovni šoli, učencem, gasilcem, skratka vsem, ki ste pomagali, da je ta prireditev nastala in prepričan sem, da bo tudi uspela. Piko na i bo pa dodala Branka. Pravzaprav je bo dodal nekdo drug. Ja, pesem in ples sta povezovala program današnjega praznovanja. V tem slogu tudi zaključujemo in vas zdajle poskušamo prepričati, da za prijatelje se je treba čas vzeti. Naj poskusi ta, ki to zares zna. Andrej Šifrer. Dobro večer. Kašarija, hvala lepa za povabilo. Že zelo dolgo časa nisem bil tukaj na vašem koncu. No in očitno je mogel priti to, da se je Franc rodil na današnji dan. Ne govorim o vašem Francetu, ampak danes je imel rojstni dan tudi moj oče, France Šifrer. To je tisto oče, v katerem sem napisal jer moj oče, nikdar razumeti noče. No, ampak moj Francel je se bo danes že svečko nesel prižgati. Sicer pa, veste, jaz na Gorenjskem iz znanih razlogov zelo malo nastopam, ker me zelo malo krat povabijo. Drugače pa, kjerkoli nastopam, po Sloveniji in tujini, vedno povem, da prihajam iz Gorenjske. In rečem celo tako, prihajam iz dela Slovenije, kjer živijo radodarni ljudje, iz Gorenjske. Na Gorenjskem ploskajo, druge se pa smejijo. No, ampak jaz to obrazložim, zakaj je temu tako. Gorenjci nikomor nismo nič vzeli, nihče nam nič ni dal, mi smo vam dali pa Prešerna, Avsenike pa Šifrerja. In zdaj bom zapeval pesem, ki zagotovo spada geografsko v ta konc. Pojem jo že dolgo časa, ker sem jo doživel sem jo pred več kot 40 leti. Posneli smo jo pred več kot 30 leti in danes je pojem 2844. Nastala je, ko sem šel za 4 dni v hribe in tam ostal 2 meseca. Vzrok je lahko samo en, ženska. In zanimivo, takrat so mi bile všeč starejše ženske. Moj Bog, kako me je čas spremenil. Hvala za to. Čel sem tja, kjer je daljši dan, kjer se mestni svet konča, kjer namesto asfaltnih cest vodi steza. Hiše razpršene kot jada plahih jerebic. Čas jutri pa drugače, če živiš v eni od gorskih vasic. Tisti večer
večer sem žganje pil, ko ga pijejo Gospoda. Bog mi v jezik je dal moči in takrat sem jo spoznal. Soseda mlada prisedla je, srečo njene moči. Ko smo pili, sem jo gledal, kako se mi smeji. Zdaj bi vas pa rad slišal. Gorska roža čaka me, gorska roža vrnem se, moji špeli iz planin, pod srcem pustil. No, tle se začnejo tudi problemi. Brez staršev je fantovni, ki bi ženili se v gole. Zjutraj grijo tovarno, saj z majhno kmetijo pač ne gre. Zljubila več, prav sem bil za njo skoraj še otrok. Naučila me je piti med, a jaz sem dale svojih 18 let. Gorska roža čaka me, gorska roža da vrnem se, moji špeli iz planin, pod srcem pustil sem spomin. Od takrat sem pri njej živel, na gruntu ob koncu vasi. Čez dan kitaro sem igral in ljubil, špila vse noči, joj. Bil obran sem in vedno si, jedel kruh se z njene peči. Stajala je zgodaj na Delavski, avtobus se vedno moli. Gremo? Gorska roža čaka me, gorska roža da vrnem se, moji špeli iz planin, pod srcem pustil sem spomin. Ko zadnja košnja v kozovcu je, čudiš mladem že objem. Postajal sem nemiren, saj začutil sem jesen in pravi, Andreja, poglej okrog, zdaj postal si del planin. Andreja, jaz se bojim, da nekoč te ne izgubim. Gorska roža čaka me, gorska roža da vrnem se, moji špeli iz planin, saj z njo me čaka. To je napaka. Martinov ljuček je kot petulček sredi trav. Ko bo zrasel ta mali ljuček, postal popedi kot Triglav. Z njo me čaka na jesen. No, jaz se tudi ukvarjam z raziskavami, takimi bolj privatnimi seveda. In mene je dolgo časa zanimalo, kdaj je moški star. Ker za ženske vemo, da se ne postara. Pri njih njihov duh pa živi večno in je večno mlad. Ampak zdaj je pa malo drugače. In zato sem malo to študiral. Ali je to takrat, ko se skloni, da bo zavezal čevlje, pa gleda še malo naokrog, če še kaj drugega za narediti, da se ne dvakrat sklanja. Tako da je takrat. A je to takrat, ko bo ciganka lažje bere iz obraza, kot iz roke? Najbolj zanesljiv podatek je pa, da je moški star takrat, ko pomaga stari izključeni ženici čez cesto in ko prijeta na drugo stran ugotovi, da je njegova sošolka.
pazi. Ampak kot vidite, sem jaz odkril recept za večno mladost. In sicer je to, da nikoli ne diplomiraš. Da vedno hodiš v prvi razred. Da se vedno znova učiš. Da ne rečeš, meni se nada, meni je vse. Te dve sta najgrši besedi, v bistvu stavka, ki jih lahko slišiš. Ko se ti vse da, vedno probaš in ti ni težko biti malo bučen, sem in tja. To vam iz prve roke lahko povem, ker moja hči Kora mene uči računalnik že dolg časa in sem res bučen. Ampak sem v prvem razredu, to je pa tudi nekaj. Ko diplomiraš, si gotov. Tako da, v resnici, pa tukaj pride eno vprašanje, kdaj si zadnjič kakšno stvar naredil prvič? Z drugimi besedami, ali še delaš stvari prvič? Ali še znaš, upaš, ali smeš početi stvari še prvič? In tako zgleda ta komad, ki mi ga bom nekaj pomagal speljati. To je to. Ja! Še malo več. Midva sva kot plamen v temni, znotraj žgena, zunaj pa ga ni. Midva sva kot pesem ptic trnov, znotraj krik, na zunaj molk. A ljudje to radi slišijo, kadar komu se godi slabo. Ne pokaživa tudi koli, ostaniva plamen v tebi. Trgava si jabolka strasti, da galaksije sijejo iz oči. Skoz meglo prihodnosti ne vidim senc, vidim lepoti. A ljudje to radi slišijo, kadar komu se godi slabo. Ne pustiva glodati kosti, ostaniva plamen v tebi. Si zadnjič kakšno stvar naredil prvič? Kaj so se ti zadnjič nesklepale oči? Kaj si zadnjič kakšno stvar naredil prvič? Kdaj prižgal si zadnjič plamen v tebi? Kdaj si zadnjič kakšno stvar naredil prvič? Kdaj prižgal si zadnjič plamen v tebi? Kličeva se z oddaljenih bregov, iščeva pot do najinih mostov. Reka naju prepričuje, da le druži, da ne ločuje. A ljudje to radi slišijo, kadar komu se godi slabo. Ne pokaživa tudi ko boli, ostaniva plamen v tebi. Si zadnjič kakšno stvar naredil prvič? Kdaj so se ti zadnjič nesklepale oči? Kdaj si zadnjič kakšno stvar naredil prvič? Kdaj prižgal si zadnjič plamen v tebi?
kakšno stvar naredil prvič. No, kot naslednjo pesem sem si izbral eno, ki se zadnje čase sliši na radiju in ima naslov Največje ljubezni. Ker je nova, jo vam moram povedati. Glede na to, da se nahajamo zelo blizu gospoda, ki se je rodil pred 214 leti, jo bojo, kako teče besedilo, ker bo potem lažje spremljati kasneje. Povej, ljubezen moja, se večnost kdaj izteče. Zdi se veličastno, a sliši bolj grozeče. Je najna prihodnost sladka ali kisla, brez tebe, draga moja, tudi večnost nima smisla. Je zvezda, ki jo gledava, res davno je že umrla. So vrata, ki jih odpirava, se enkrat že zaprla, zato povej, ljubezen moja. So klasja iz brezčasja, zrasla iz minljivosti, a brez najnega soglasja. Ker največje ljubezni ne trajajo večno, največje ljubezni ne končajo se srečno. Rodijo se v plamenu in v strasti izgorijo, ker največje ljubezni niso srečne, in največje ljubezni niso večne. In povej, ljubezen moja, kako je to mogoče, da ob tebi me v srcu peče, pa mi ni prevroče. Poglej, ljubezen moja, okrog naju svet se ruši, a pustil sem svoj prstni odtis na tvoji duši. Se res življenja vračajo, se zgodba nadaljuje, kar nisi uspel opraviti, zdaj te drugič pričakuje. Zato povej, ljubezen moja, je čas izmišljotina, je le solza stvarstva ali je nebeška razbitina. Ker največje ljubezni ne trajajo večno, največje ljubezni ne končajo se srečno. Rodijo se v plamenu in v strasti izgorijo, ker največje ljubezni niso srečne, največje ljubezni niso večne. Povej, ljubezen moja, se večnost kdaj izteče. Zdi se veličastno, a sliši bolj grozeče. Je najina prihodnost, sladka ali kisla, brez tebe, draga moja, tudi večnost nima smisla. Je zvezda, ki jo gledava, res davno je že umrla. So vrata, ki jih odpirava, se enkrat že zaprla. Povej, ljubezen moja, so klasja iz brezčasja, zrasla iz minljivosti, brez najnega soglasja. Ker največje ljubezni ne trajajo večno, največje ljubezni ne končajo se srečno. Rodijo se v plamenu in v strasti izgorijo, največje ljubezni niso srečne, največje ljubezni niso večne.
oče, poglej ljubezen moja, okrog naju svet se ruši, a pustil sem svoj prstni odtis na tvoji duši. Zeli življenja vračajo se, zgodba nadaljuje, kar nisi uspel opraviti zdaj, te drugič pričakuje. Poglej ljubezen moja, je čas izmišljotina, je le solza stvarstva, ali nebeška razbitina. Ker največje ljubezni ne trajajo večno, največje ljubezni ne končajo se srečno, rodijo se v plamenu in v strasti izgorijo. Največje ljubezni niso srečne, največje ljubezni niso večne. Največje ljubezni niso srečne, največje ljubezni niso večne. Največje ljubezni niso srečne, največje ljubezni niso večne. Veste, če nekdo takole lepo sprejme novo pesem, kot ste jo vi, je tako, da bi pohvalil vašega otroka. Ker veste, da je včasih raj slišite, da otroke pohvalijo kot pa vas. In tukaj je čist isto. Tako da, ker smo na Gorenjskem, imam lahko gorenjski oglas. Ko boste šli tamle ven, tam je stal in imam nekaj CD-jev, če bi se kdo odločil zanj, vam povem, da so toliko poceni, da sem zanj še jaz 2 kupil. Seveda se lahko podpišem, lahko tudi ljubčka na lička, ampak ne kakšnih kosmatih obrazov, prosim, če se da kaj zmernega. Tako, preden se bom od vas poslovil, bi vam rad povedal eno zgodbo. Nekdo je šel po nedograjeni cesti in je pač v tej cesti so bili tisti ogromni jaški za meteorno vodo, premera 3 metre, globina 4 metre in revež je padel noter. In kaj se je zgodil? Seveda on je klical na pomoč, stene gladke, beton ne more nikamor in on kliče, mimo gre duhovnik in reče, oče, pomagajte. On mu vrže molitvenik, prav, tukaj imaš, pa si sam pomagaj. Mimo gre zdravnik, doktor, pomagajte. Tle imaš recept, pa si sam pomagaj. Da ker mimo pride njegov prijatelj. In on skoči k njemu noter in človek znori, prav, osu neumen, zdaj sem pa oba noter, zakaj mi pa niso zgoraj pomagal. Prav iz 3 razlogov. Prvi je ta, da sem tvoj prijatelj. Drugi je ta, da si videl, kaj oni zgoraj mislijo o nas spodaj. Tretji razlog je pa ta, da sem tudi jaz bil že na dnu, na tleh. In od vse bolečine je bila najhujša ta, da sem bil sam.
Kajti nesreča nima sorodnikov, uspeh pa ogromno. Zato sem prišel k tebi, ker še nekaj ti povem, veš, kdo je tvoj prijatelj? Tisti, ki je s teboj tudi takrat, ko bi bil raje nekje drugje. In midva bova tukaj ven prišla, tukaj brez težav bom prišla, če nema pa kartana. Samo ne boš sam. Dajte premisliti, če imate kakšnega takega prijatelja. In če imate tazga prijatelja, ste najbogatejši človek na svetu, kajti bogatstvo ni v banki, bogatstvo je v odnosih. In imeti prijatelja, ki je pripravljen biti s teboj tudi takrat, ko bi bil raje drugje, je velik zaklad in veliko bogatstvo. Hvala lepa. Za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseliti in kdaj znati potrpeti. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. O te kaj pomaga? Se zvije dan, preden življenje nam obrne drugo stran. Poglejmo si še enkrat v oči, stisnimo si roko in priznajmo si glasno, da za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseliti in kdaj znati potrpeti. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. No, da bomo kaj zaploskali, to je zadnji pogled. Sreče ne moraš imeti sam, moraš jo znati razdeliti še drugam. Z vrhov gora, od tam, kjer smo doma, naj sliši se v svet, bitje našega srca, saj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseliti in kdaj znati potrpeti. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseliti in kdaj znati potrpeti. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le. Vse veste. Hvala lepa. Tokle je meni Joža namenil. Zdaj pa ne vem, moj šef je Joža. Obstaja pa tudi še en komad, ki se lahko zmenimo, za katerega se lahko zmenimo, je pa tako. Državnik je nekdo, ki modro vodi nacijo
z mislijo na mlado naslednjo generacijo. A politiki drdrajo vedno isto volitev, kako se obdržati pri koritu do naslednjih volitev. Izumitelji pohlepa so skriti v svojih dvorih, bivši menedžeri leta pa so v glavnem po zaporih. Zabavajo me večni mladinski funkcionarji, včeraj Tito in Kardel, danes pa samo denarji. Pa naj se je, pije, uživa in počiva, saj na ta cirkus nimamo nobenega vpliva. Nič se dosti ni spremenil, zastavo imamo še vedno rusko. Bankirji v lukno so nas potegnili, mi pa plešemo na jugo Musko. Naj se Slovencem napiše nova zgodovina, brez Beograda, Moskve, Rima in Berlina. Ljudstva, ki se niso iz zgodovine nič naučila, se jim je preteklost grozno hitro ponovila. Politična je stranka, skupinica ljudi, ki te sprejme, če zadost sovražiš, tiste iz druge strani. Pa naj se je, pije, uživa in počiva, ker na ta cirkus nimamo nobenega vpliva. Gremo, Miha. Državnik je nekdo, ki modro vodi nacijo, z mislijo na mlado, naslednjo generacijo, a politiki drdrajo vedno isto molitev, kako se obdržati pri koritu do naslednjih volitev. Izumitelji pohlepa so skriti v svojih dvorih, bivši menedžeri leta pa so v glavnem po zaporih. Pavajo me večni mladinski funkcionarji, včeraj Tito in Kardel, danes pa samo denarji. Uživa in počiva, sta ta cirkus nimamo nobenega vpliva. Naj se je, pije, uživa in počiva, saj na ta cirkus nimamo nobenega vpliva. Nič se dosti ni spremenil, zastavo imamo še vedno rusko, bankirji v luknjo so nas potegnili, mi pa plešemo na jugo Musko. Naj se Slovencem napiše nova zgodovina, brez Beograda, Moskve, Rima in Berlina. Ljudstvo, ki se niso iz zgodovine nič naučila, se jim je prihodnost glasno hitro ponovila. Politična je stranka, skupinica ljudi, ki te sprejme, če zadost sovražiš tiste iz druge strani. Naj se je, pije, uživa in počiva, saj na ta cirkus